Dober dan, dobro večer, lepo pozdravljeni in dobrodošli v deželi pridnih. Lepo vas je videti v tej novi gledališki realnosti, čeprav moram priznati, da pogled je nenavaden in srčno upam, da se nanj tudi nikoli ne bomo navadili, ampak da je to pač neka prihodna faza, ki jo moramo vsi skupaj prebroditi. Sicer pa zelo sem vesel dejansko, da vas spet vidim. Nazadnje sem bil v taki vlogi oziroma sploh na kakršnikoli prireditvi javnega značaja pred skoraj natanko 3 meseci. Vmes vemo, kaj se je dogajalo, vmes vemo, kaj se je zgodilo in seveda nocojšnja tema in nocojšnji gost je povezan tudi s tem dejstvom, ampak to ni edini razlog, zaradi katerega sem ga povabil v našo sredo. Moj gost pa je dr. Sašo Dolenc. Živjo, dober večer. Zdaj, Sašo je fizik, filozof, predvsem pa tudi, lahko rečem, človek znanosti v tem smislu, da znanost in njene principe, temelje, postulate, pa tudi težave, stranpoti in takšne in drugačne aporije vztrajno premišljuje in raziskuje že zelo dolgo časa. In kot rečeno, eden izmed razlogov, zakaj sem ga ravno zdaj povabil v našo sredo, je povezan z epidemijo. Namreč epidemija je bila tudi v tem smislu nenavaden čas. Namreč naenkrat se je znanost, oziroma vsaj tista področja znanosti, ki se tako ali pa drugače navezujejo na ta fenomen, znašla v zelo izpostavljenem položaju. Na očeh javnosti, predvsem smo pa od nje zelo veliko pričakovali. Pričakovali smo jasne odgovore, pričakovali smo navodila, kako naj se obnašamo in živimo, pričakovali smo malo da ne ukazov, kaj smemo in česa ne. Pa bi mogoče štartal iz tega, kako dobro se je v bistvu znanost znašla v tej vendarle, upam si reči, zanjo netipični situaciji ob vseh teh pričakovanjih. Ja, hvala. Moje mnenje je, da se je znašlo zelo dobro, no. Ne vem, če se bomo vsi strinjali s tem, ampak to obdobje virusa je bilo obdobje, ko smo lahko, tudi nekako javnost je lahko pogledala malo bolj globoko v samo znanost. Zato, ker se je znanost takoj na začetku že odprla. To se pravi, vse nove objave, ki so bile povezane z virusom, so bile javno dostopne. In to ne samo članki, ki so že šli skozi neko peer review preverbo, ampak tudi tiste raziskave, ki jih znanstveniki napišejo in jih dajo potem na internet, ne, še pred objavo. In tisto so začeli tudi ljudje, novinarji brati in povzemati, poročati, in tako da smo bili vsi nekako soočeni s neko poplavo informacij, ki so si med sabo tudi nasprotovale, ne. Tako da smo imeli nekako pogled v to, kako tudi znanstveniki med sabo potem komunicirajo, kako popravljajo svoje zaključke na podlagi tega, kar jim kolegi povejo, ne, in jih opozorijo mogoče na kakšne napake. In to je bila neka taka, po moje, zelo koristna, neko koristno učno obdobje tudi za vse, da so se spoznali s tem predvsem, da znanost ni nekaj, kar ima neke 100% odgovore, ne. To je predvsem nek način komuniciranja med ljudmi, ki poskuša ustvariti okvir, v katerem štejejo predvsem argumenti. Ne kdo jih izreka, ne kakšne so razne oblastne in drugačne pozicije teh, ki jih izrekajo, ampak poskuša res gledati samo ideje, podatke, preverjati podatke in ustvariti okvir, kako lahko nekako sodelujejo ljudje, ki imajo lahko čisto različne poti, ne, kako so prišli do te pozicije, da imajo neko idejo o nekem področju, ne. In če pogledamo nazaj, ko se je znanost začela za časa Galileja, Newtona, ne, tisto obdobje, se je tudi vzpostavila kot neke vrste pisemska republika. To se pravi, izmenjava idej,
pisem med ljudmi, ki se predvsem po Evropi, ne, pa tudi kasneje po svetu, ki so bili med seboj lahko tudi različne narodnosti, države so bile med seboj v vojni, ne. Oni so si pa izmenjevali pisma, kjer so odmislili, kdo jih piše, ampak so poskušali predvsem ideje kritizirati drugega, ne, in ostalo pustiti na nekem spoštljivem nivoju, ne, in z tega se je potem razvila ta znanstvena skupnost, ki se je potem razrasla, ne. To so seveda načela, ki vemo, da mnogokrat stvari seveda niso povsem skladne z njimi, ampak ja, seveda ravno to ne ad personam, ne ad hominem, ampak gre za argumente, gre za mišljenje. Vendarle pa se je znanost hote ali pa ne hote v tej situaciji, v kateri smo bili, postavljala tudi na pozicijo moči, oziroma bolje rečeno, tja je bila postavljena, ali pa so drugi z pozicije moči v njenem imenu govorili, karkoli so že pač govorili, ne. In tukaj je bilo že od vsega začetka zelo veliko govora in debate, konkretno pri nas, o tem razmerju, ne, med politiko in stroko, oziroma politiko in v tem primeru znanostjo. Vemo, dogajale so se tudi razne rošade na teh najodgovornejših funkcijah. In kako si pa ta element cele zgodbe videl in zaznaval, v kolikšni meri je tukaj pač, ja, tako kot nekateri trdijo, politika povozila stroko, ali pa je to vendarle bolj zunanji vtis kot resnica? Tista podoba znanosti, ne, ki sem jo prej opisal, zares nima nekega svojega govornika, ne, ker subjekti znanosti, to se pravi znanstveniki oziroma vsi, ki sodelujejo v tej izmenjavi idej, vrednotenju idej, zares nihče od njih ni privilegiran, ne. Vsaj v teoriji, to je nek idealen primer, ne. Zdaj, tukaj, ko imaš pač neko konkretno situacijo, ko se je treba odločiti, ko je treba ljudi obveščati, ko je treba povzemati množico nekih različnih teorij, ki se še gradijo, ne, pa rabiš nekoga, ki ima na nekem področju veliko izkušenj, ne, to se pravi strokovnjaka, ki ne le, da zna povzeti vse, kar lahko prebere, ne, ampak da ima tudi pri sebi neko kilometrino, da zna vrednotiti različne raziskave, ne, da ve, kateri dati večji pomen, da ima neko intuicijo, čemu bolj zaupati, ne, in lahko na ta način potem vodi narod. Recimo v Ameriki ima tega Fallujah, ne, ki je zelo dober v tem. Zdaj, mi na začetku nismo imeli take persone, ne, in to je bilo malo moteče, zato ker takrat, ko se je začelo pri nas, ne, bolj zares, smo pač tisti, ki smo bolj podrobno spremljali dogajanje v svetu, že spremljali tiskovne konference teh velikih epidemiologov, ki so nakazovali, da so govorili, da sicer še nimajo dokazov, ampak zelo verjetno so ljudje kužni že preden kažejo simptome, ne. To iz izkušenj svojih so govorili, pri nas so pa še zmeraj dajali drugačne informacije, ne. In če imaš ti nekoga, ki je postavljen na neko pozicijo, za katerega javnost pričakuje, da ve, in za katerega se potem čez en teden izkaže, da nekaj, kar je govoril, ne drži, in če ne zna ljudi pripraviti do tega, da vejo, zakaj se je situacija spremenila, je to zelo slabo, ne, ker ni več tega zaupanja. Tako da po moje rabiš neko osebo, ki zna ljudi ne le informirati, ampak jih tudi nekako emocionalno pripraviti na to, da bodo sprejeli določene spremembe v življenju in da vejo zakaj in da se tudi znajo odločati, da niso samo tako vojaško, da se jim ukazuje, ne. Tudi to težavo smo imeli pri nas, ne, da so ljudem pač čez noč so nam nekaj ukazali, pa nismo vedeli, kaj se je spremenilo sploh, ne. To ni dobro, ne. Dobro je, da imaš pač nekoga, ki zna peljati ljudi tako, da jih izobražuje, da grejo čez te faze vse emocionalne, tako da, ampak to je nekaj drugega kot sama znanost, ne.
Še ena stvar se mi je zdela zanimiva v celi tej zgodbi, ki bi tudi rekel, da se nekako tiče temeljnih principov in postulatov znanstvenega raziskovanja. Namreč, kar smo hoteli slišati po vsej sili od stroke, od znanosti, so bili odgovori na vprašanja o prihodnosti. Ne. Pač, kako dolgo še, kako se bo stvar razvijala, kaj bo potem. Skratka, ogromno vprašanje bilo vezanih na prihodnost. In seveda se načeloma vsi vemo, da to ni ravno tisto področje časa, v katerega bi znanost lahko suvereno zakorakala. Oziroma, če to zastavim kot vprašanje, mar ni prihodnost nekaj, o čemer v bistvu znanost a priori mora, če že ne molčati, pa vsaj govoriti izključno in samo hipotetično, ne? Pač, ker se zaveda dejstev, da je realnost, ki jo raziskuje, vendarle ne povsem zanesljiva in da se lahko spreminja. Ja, v nekem trenutku smo imeli, ne samo pri nas, ampak povsod po svetu, neko obsesijo z modeli napovedovanja razvoja epidemije. Ne? In tu je mogoče zanimivo za vsakega, ki ima neko osnovno matematično izobrazbo, da si dela tabelce in potem iz tega nekaj poskuša to spremeniti v neke krivulje in napovedovati. To je lahko mogoče neko sproščanje, ne? Ampak problem je pa, da hkrati pa se pričakuje, da neke resne inštitucije imajo take modele, ne, zato da se pripravijo na situacije, kaj se lahko zgodi v najslabšem primeru, kako recimo različni ukrepi vplivajo potem na epidemije, ne, kako sploh dobiti osnovne parametre te bolezni. Ne. To se vse da iz teh modelov potem nazaj določiti, ne, in to so pomembne stvari. In je treba ločiti, kaj je zdaj nekaj, kar se dela za zabavo in kaj je to resno modeliranje. Ne. In pri nas je bil problem, da se je to v nekem trenutku zabrisalo. Ne. Da so neki garažni modeli prišli na naslovnice časopisov, na konference, in tudi mislim, da vlade, ki smo to delali tudi doma, ne, na svojih računalnikih, vedeli, da je v bistvu slabše od tistega, kar mi delamo, ne. Pa je kar prišlo in pa se zamisliš, se ustrašiš, ne, malo, kaj je zdaj to. Tako da se mi je zdelo pomembno, da se v nekem trenutku na to opozori, da tudi tukaj pač mislim, da je bilo še premalo strani znanstvenih inštitucij opozorjeno na to, da je treba paziti, kaj se daje v javnost, kot recimo, kaj vem, če nek fizik da nekaj v javnost kot profesor, član tega inštituta, ne, je drugače, kot če nekaj naredi tako popoldne tam. Ne. In pomembno je, da mislim, ugotovil sem, da naši novinarji tudi ne znajo tega vrednotiti, no, vsaj nekateri, in v tem želji, da bi dali svojim bralcem informacije, ki mogoče niti ne obstajajo, ne, so potem to zapolnjevali s takimi garažnimi modeli, ki so naredili potem več škode kot koristi. Zdaj, glede novinarskega dela oziroma pokrivanja znanosti, si že bil kritičen v preteklosti, tudi v času pandemije, ampak če stopa korak nazaj, kako pa je sploh po tvoji oceni znanost prisotna v medijih? In ko rečem medijih, mislim te velike, splošne medije, ki jih pač vsi beremo, ne nekih specializiranih revijah ali pa, ne. V kolikšni meri je, ker recimo, ne, če vzamem usporeden primer kulture, ki jo bolje poznam, ne, kar se recimo dogaja z gledališko, filmsko, glasbeno kritiko v zadnjem desetletju, 2 desetletjih, je, da počasi, ampak vztrajno izginja iz teh, v navednicah, velikih medijev in se seli pač ali na internet, ali v neke platforme, ali pa v specializirane revije in še vedno obstaja, ne? Ampak težko se ob njo
spotakneš kot naključni bralec ali pa bralka. Ne? In ta moment naključja se mi zdi tukaj zelo bistven, da ti pač ne glede na te to ne zanima, lahko to prebereš, po nesreč praktično. Ne. Kako je, vemo, imamo priloge znanosti in tehnologije in tako naprej v slovenskih časopisih, imamo oddaje o znanosti na televiziji, ampak se ti zdi nasplošno, da je ta prisotnost zadostna in hkrati tudi dovolj kvalitetna v smislu novinarskega dela? Ja, mislim, da zdaj pišem že kakšne 25 let o znanosti in mislim, da so se razmere zboljšale v tem, da mislim, da več prostora, več piscev, tudi tako kvaliteta se mi zdi, da se je dvignila, vsaj v tem smislu, da se trudijo uredniki in te, ki pišejo, da napišejo tekste tako, da se jih da razumeti, da ni samo namen, da se nekaj prikaže v časopisu, ampak da tudi bralec nekaj razume. Ne. Tisto, kar je pa problem, je, da pa se pa honorarji piscem manjšujejo. Ko sem začel pisati, mislim, da je bil povprečen honorar 2-krat večji, kot je zdaj. Ne. Tako da tukaj je pa problem zato, ker dobri teksti v znanosti zahtevajo tudi kar nekaj dela. Ne. To ni tako, da se usedeš pa nekaj napišeš, ampak moraš zadeve preučiti in potem iz tega ustvariti neko zgodbo in jo napisati in še vse preveriti. Tako da delo je zahtevno in bi bilo treba, po moje, zdaj, ker mediji grejo čez neko, imajo svoje probleme, ne, in težko pričakovati, da bo brez pomoči mogoče države, da bi nekako sofinancirala take priloge, kaj vem, oddaje, težko obdržati neko kvaliteto, ne, in ljudi, da bodo to res zavzeto delali, ker zdaj gre tule v glavnem za neko ljubiteljsko početje in to na dolgi rok se težko izide. Seveda nižji honorarji avtomatično pomenijo deprofesionalizacijo nekega poklica, v tem primeru, kaj bi rekel, znanstveni novinar ali pa novinarka. Ne? Zdaj konkretno Kvarkadabra pa se opredeljuje, to sem si prav zapisal, da citiram, ker mi je všeč, kot časopis za tolmačenje znanosti, namenjen tistim, ki jezika znanosti morda ne govorijo tekoče, a želijo razumeti njen smisel. In kar mi je najbolj všeč pri tej opredelitvi, je uporaba termina tolmačenje. Kakšne vrste tolmačenje je tukaj na delu? Kako to tolmačenje poteka? Ja, zdaj, knjige v znanosti so v slovenskem prostoru tako za širšo publiko prisotne že dolgo časa. Ne. Tudi je bila neka tradicija pisanja o znanosti, ampak to so v glavnem profesorji počeli za zabavo. Ne. In mi, ko smo bili še študenti, to se pravi pred 20 leti, smo za svojo razumevanje in zabavo začeli pisati o znanosti, najprej pač tistem, kar smo študirali, potem pa tudi širše, ne, in to zbirati na nekem mestu. Takrat je prišel internet v Slovenijo, ne, in smo pač naredili spletno stran in tam začeli zbirati tekste, ki so imeli pa neko, ta rdeča nit je bila, da poskušamo znanost predstaviti na nek drugačen način, no, tako kot smo jo mi dojemali. Se pravi, skozi neke zanimive zgodbe, ki so nas pritegnile v znanost, ne, ko smo brali pač knjige o teh velikih učenjakih in smo poskušali
to naše navdušenje potem prenesti tudi na naše kolege in javnost. Ne. In to je bilo pa nekaj, kar se mi zdi, da je bilo takrat novo, da tudi pač te starejši profesori so nas najprej malo v strani gledali, da to pa mogoče ni v redu način, ampak potem so hitro sprejeli. Tako da zdaj to postal nek standard pisanja o znanosti skozi zgodbe, tako da lahko bralec bere samo zgodbo in se nauči nekaj, ne da bi se sploh tega zavedal. Ne. To se mi zdi fajn in si hkrati ustvari neko širši okvir razmišljanja. Ne, ker če ti dobiš samo informacije, je to težko preživeti. Naši možgani niso narejeni za to, da z lahkoto sprejemajo samo informacije. Bistveno lažje sprejmemo neko zgodbo, zapomnimo si enostavno, če se nam nekaj zgodi, še posebej, če so v ta dogodek vpletena tudi čustva različna. Ne? Zato, ker to sproži več različnih mehanizmov v naši glavi in to lažje pomnimo. Ne? In zdaj, če nam je neka ideja predstavljena v obliki zgodbe, zanimive, bomo to si lažje zapomnili in hkrati bomo dobili nek občutek za tisto področje. Ne? Ker najslabše je, če imamo samo nekaj informacij nepovezanih, ki se morda lahko potem spremenijo in potem smo, kot da ne bi imeli nobenega znanja. Ne. Ampak vendarle verjetno poljudno pisanje o strokovnih rečeh oziroma o znanstvenih vprašanjih in temah zahteva tudi nek svoj davek, ne, vedno ga. Ta poenostavitev, kako v bistvu tukaj ohranjati, kako hoditi po tej, si predstavljam, precej tanki črti med tem, da ostajamo razumljivi, pa da ne zdrknemo v banalnost ali pa že v bistvu napačnost, da tako rečem, ne, pretirano poenostavljenost. Ja, bolj ko se s tem ukvarjaš, bolj ugotavljaš, da v bistvu tudi sami znanstveniki rabijo ta nivo, ne, za to osmislitve. Zato, ker če si ti zelo globoko v nekem malem problemčku, potem lahko zgubiš to perspektivo in ne veš več, zakaj to počneš, kam to vklopiti. Ne? Sploh zdaj, ko je znanost postala res taka masovna proizvodnja. Ne? In zato se mi zdi, da so te zgodbe oziroma tak način govorjenja o znanosti, da je del same znanosti. No, da znanost v bistvu brez te neke, kako bi rekel, tudi praktične filozofije znanosti, ne, skozi pisanje, skozi govorjenje o znanosti, skozi izpostavljanje problemov, ki mogoče niso vidni v samem znanstvenem delu, ampak ko se malo odmakneš, pa postanejo vidni, ne, da to je del same znanosti in da sama znanost mora tudi to refleksijo opraviti. Ne. Tako da jaz se zelo zadnje čase zavzemam, da bi se ta refleksija znanosti, ne, dojela drugače. Ta popularizacija znanosti se mi zdi zelo napačen pojem, ker je preveč blizu s tem PR agencijami. Ne. In tudi pač pri slovenskem prostoru se je kar razpaslo že to, da določeni znanstveniki najamejo PR agencijo, da jim naredi poročilo o njihovem delu in ga potem plasira v medije kot reportažo. Ne. In to mediji radi objavijo, ker je zastonj pa dobro napisano, ampak hkrati pa ne da, je tako čist nek PR izdelek, ne, ki ne da te refleksije, širše perspektive njihovega dela, ne, ampak jih prikaže kot neke male bogove. Ne, to se radi vidijo. Vsak se rad vidi v taki luči. Ne, in to je slabo. Zato mislim, da je neka ta refleksija znanosti pomembna za samo znanost, ker vzdržuje tudi ta dialog med različnimi vedami, med različnimi področji. Ne. Zdaj so že toliko specializirani sami znanstveniki, da se tudi znotraj fizike
ne uspejo, tudi če berejo drugemu članke, ne, z različnih področjih, ne razumejo več drugega. Tako da že znotraj, fizike rabijo ta poljudni nivo, ne, da drugega razumejo. Ne. In prav zaradi tega, ker je tega premalo, pride potem do velikih težav, ne, ko so, imamo tudi v Sloveniji ljudi, ki jih sama stroka ne zna vrednotiti. Ne. Nekaj producirajo, noben tega ne razume, ampak vsi pravijo, če pa to objavil, pa pol to že ima neko vrednost, pa noben nič ne razume. Ne. In to je nekaj, kar je proti duhu tega, kar so na začetku rekla, da je znanost. Ne. To se pravi nek okvir, v katerem lahko pride do soočenja argumentov in tehtanja argumentov. Čim se pa začne sama forma v prvi plan pojavljati, ne, in da ni več mogoče vrednotiti, primerjati idej, pa to škodi znanosti, oziroma to sploh ni več sama znanost. Tako da to, kaj je znanost in kdo je znanstvenik, je nekaj, kar mora družba toliko bolj se spraševati ves čas. Ne samo znanost. Ne. Ker znanost je del družbe in opravlja za družbo zelo odgovorne naloge. Ne. In mora družba tudi vsake toliko časa same znanstvenike malo podrezati, da se zamislijo in da mogoče kaj spremenijo, da bodo spet na nivoju tega, kar bi moralo biti. Prej si omenil ta PR-ovski moment, pa recimo, da se to zelo povezuje tudi z nekimi skoraj da poslovnimi vprašanji, povezanimi z znanostjo, ki se mi v resnici zdijo zelo zanimiva. Predvsem pa se mi zdi, da je to neko področje, o katerem lahko razmišljamo z različnih zornih kotov. Pa bi začel pri tem, da znanost, vsaj pri nas, je v glavnem vendarle še vedno institucionalizirana, je stvar fakultet, univerz, je stvar inštitutov, raziskovalnih, takšnih, drugačnih, ne glede na področje, o katerem govoriva. In ta sistem ostaja in obstaja in ima neka svoja pravila, po katerih deluje. Zdaj, če spet uporabljam to paralelo s kulturo in umetnostjo, v umetnosti imamo podobno, nek zelo utečen, tradicionalen sistem inštitucij, tudi mi zdaj sediva v eni takih inštitucij, ampak potem pa imamo tudi neko to predvsej bolj heterogeno, amorfno, nepregledno gmoto ali svobodnjakov in svobodnjak in tako imenovanih ali teh nevladnega sektorja in tako naprej. Hkrati pa umetniki in umetnice zelo pogosto poslušamo mantre o tem, kako naj vsi skupaj spokamo na trg. Ne? Zdaj, kako je pa znanostjo in trgom in njeno tržnostjo, njeno tržno vrednostjo? Vemo, da je njena tržna vrednost v resnici neizmerna, ne? Ker seveda vsaka stvar, ki se jo da tržiti, je nekoč je bila izumljena, če nekaj drugega, izumljena je bila pa na podlagi nekih spoznanj. Ampak vendarle, kako dobro pa se znanost dejansko lahko znajde tudi na trgu, tem famoznem? V bistvu je znanost postala nek strašno velik trg. Ne. Umetno ustvarjen trg. Kaj mislim s tem? Ne? Kdorkoli je imel bližnji stik z našim znanstveno-akademskim okoljem, ve, da se vse dosežke preračunava v neke točke. Ne. In te točke se zbira in potem te točke pomenijo napredovanja v nazive, pomenijo kandidiranje za denar. In to je nekaj, kar je blazno škodilo sami znanosti, zato ker se opušča tisto, kar je v samem jedru. Ne, to se pravi, na eni strani vrednotenje idej, na drugi strani pa je nekaj, kar je tudi pomemben proizvod znanosti, je tudi vrednotenje strokovnjakov. Ne.
To se pravi, da nekdo, ki je že strokovnjak na nekem področju, potem preko raznih nazivov, nagrad in tako pač to zaupanje, ne, da je nekdo drug tudi lahko strokovnjak na nekem področju prenaša na druge. Ne. To je nekaj, kar je bilo ustaljeno dolgo časa. Ne. Pri nas smo pa v nekem trenutku ugotovili, da bi bilo mogoče to boljše, če bi to prepustili nekemu umetnemu trgu, ne, teh točk. Ne. In je to pripeljalo do tega, da se tudi najvišje nagrade na področju znanosti se že podeljujejo na podlagi teh zbranih točk. Ne. In prihaja do takih paradoksov, da so na vrhu te hierarhije se pojavljali ljudje, za katere res nihče ne ve, zakaj so tam, ampak noben ne upa podvomiti v ta sistem. Ne. Če recimo primerjamo s kulturo, je to tako, kot da bi glasbenike ocenjevali z nekimi točkami. Recimo, ne vem, če imaš koncert na balkonu 3 točke, če ga imaš na vrtu 5, če ga imaš za bližnjo okolico 20, če imaš v veliki dvorani 100, pa tako naprej. Ne. Bi se nekdo odločil, da bo imel 3-krat na dan, 1 leto koncert pod svojim balkonom in bo zbral kar veliko točk in bo potem kar naenkrat na vrhu neke lestvice, čeprav bodo vsi vedeli, da fuša. Ne. Ampak ne, v glasbi se to verjetno ne more zgoditi. Ne. No, okay, mogoče se lahko, no, v znanosti se to dogaja pri nas. Ne. Ampak vsi potem gledajo tla, saj mogoče pa ni zmeri fušal, ne, saj mogoče. In to je tisto, kar razžira znanost od znotraj, ena od stvari. Ne. In zato tudi že z moje generacije nekaj kar najboljših, no, ni ostalo v znanosti, ti akademski, ne, so šli v druga področja. Jaz še zmeraj mislim, da delujejo kot znanstveniki. Ne, problem je, da se ta ideja, kdo je znanstvenik, pri nas zelo oži. Ne. Kot recimo, če primerjamo z glasbo, kot da je glasbenik samo tisti, ki je solist. Ne. Vsi ostali, od članov orkestra, skladateljev, tonskih mojstrov, kritikov, vse to, kar je nujno, da lahko nekdo solist dober. Ne. To pa so pa neki, ki so na poti k temu, da bodo mogoče solisti, pa niso še tam. Ne. To je nekaj, kar je slabo. Ne. Zdaj vedno je seveda v znanosti obstajal tudi karierizem, vedno je obstajal tudi ta element iznajdljivosti, da se je nekdo znal bolje predstaviti, prezentirati, prodati v navednicah ali pa tudi čist konkretno. Skratka, to že od nekdaj obstaja, ne? In to niti ne moramo reči, da je to deviacija, to je pač del. Ne? Ampak v čem je zdaj v bistvu težava, da je na nek način cel ta koncept točkovanja, razpisnih mislim, da je to vse skupaj v bistvu še na nek način podkrepil, da je bolj pomembno, koliko se ti v tem sistemu znajdeš, kot pa kaj dejansko delaš. Ne vem. Problem je v tem, da nihče ne prevzame odgovornosti, ne, za odločitve. Ja, ne, algoritem je tisti, ki zares odloča. In zdaj nekdo, ki naštudira algoritem, lahko potem pride zelo visoko, čeprav ni zadaj vsebine. Ne. In tudi nikogar ni, ki bi stal za njim, ne, kot strokovnjak, da bi rekel, ja, on je pa res dobro naredil. Ne. In to je tisto, kar se izgublja in kar se mi zdi, da je bistvo same znanosti. Ne. Poleg tega okvirja vrednotenja, da je tudi vrednotenje strokovnjakov, ampak na način, da nekdo z vso svojo strokovno avtoriteto reče, ta je pa res dober. Ne. In to je tisto, kar se izgublja, pa se mi zdi, da je izjemno pomembno, sploh za družbo, ne? Da vemo, komu zaupati. Ja, mislim, jaz še vedno nekako, že pač vsa ta leta, odkar ta sistem obstaja in odkar se nekako tudi
vsi, ne samo tisti, ki so vpeti v ta vpeti van, zavedamo, da tukaj obstajajo neke res neverjetne anomalije, da se ljudem preprosto ne splača pisati debelih monografij, ki ti vzamejo 10 let življenja, potem so pa v tem točkovniku vredne nekaj več kot dobro plasiran članek, ne, v ta pravo revijo. Skratka, še vedno mi ni jasno, kako je v bistvu sploh prišlo do tega preloma oziroma kaj se je hotelo z njim doseči. Ker to, da ti v bistvu ljudem da ustvariš pogoje, v katerih se ljudem ne splača več na eni stvari delati več kot toliko, ne? Mislim, mar ni neka ta stereotipna, arhetipska predstava o znanosti, ki koplje celo življenje zato, da bi se na koncu dokopala do tistega nekega, ne, do neke esence. Vmes pa ni imela v bistvu kaj dosti za pokazati v navednicah, ne? Ja, mislim, da se premalo družba in pa sama znanost sprašuje o tem, kaj sploh je znanost, kaj je njen pomen, kdo je znanstvenik, ne? Če bi se to več spraševali, potem ne bi toliko zašli, ne? In zdaj vidim, da prav aktivno se tisti, ki bi se najbolj morali o tem spraševati, nočejo o tem pogovarjati, ne? Zato, ker ta sistem marsikomu tudi ustreza, zato, ker ni treba prevzemati odgovornosti, ne. Sam problem je pa, da za družbo pa ni dober, ne, ker ena stvar je to, ko sem že prej začel govoriti, da mladi zdaj si niti ne želijo več toliko ostati v tej akademski znanosti, ne, zato ker vejo, da ne bodo mogli na ta način, kot so si oni mogoče zamislili, realizirati teh svojih potencialov, ne. In ja, tako da pač par teh mojih kolegov, ki so bili najbolj sposobni, je šlo drugam, ne. Zdaj, ampak kako potem to nekako, če že ne presekati, saj nima zdaj smisla, da razpravljajo o tem, da je treba sistem obrniti na glavo, ampak kako vsaj mogoče ga dopolniti na način, da bi bile te anomalije manj vidne. Vem, da recimo 2019, ko si se zelo konkretno oglasil ravno, o tem si prej v resnici verjetno govoril, okrog Zoisovih nagrad tisto leto in okrog pač čisto konkretne nagrade, ki je bila podeljena, kot si že takrat zapisal, na podlagi algoritmov, ne pa na podlagi argumentov. Takrat si pisal tudi o neke vrste komisiji za etiko in integriteto v znanosti kot nekakšnem neodgovornem telesu, ki bi mogoče tukaj lahko držal to, kako bi rekel, letvico dovolj visoko in hkrati nastopil z neke pozicije avtoritete. Je ta ideja, kako danes o njej razmišljaš? Ja, to bi sigurno tako inštitucijo potrebovali, smo jo že večkrat zapisali, razne te strateške programe, samo se ne realizira. Ampak mislim, da za te konkretne probleme to ni rešitev, ne, to je rešitev za mnoge druge probleme, ki se navezujejo na delo v znanosti, ne, in ki se zdaj velikokrat ne rešujejo, ne, se nekako pospravijo pod preprogo. Na ta način pa bi se mogoče nekje zbirali in bolj strateško reševali. To bi bilo sigurno, mislim, to se bo prej slej, se bo taka inštitucija rodila, samo rabi pač nekoga, ki bo hkrati na poziciji, ko bo lahko to naredil in hkrati, ko bo imel interes, da to naredi, ne. Tega še čakamo. Ampak drugače pa za samo spremembo te percepcije znanosti pa mislim, da je ključno, da se vsaj zavemo tega, da to je problem, ne. Ampak v bistvu se vsi, ki delujejo v znanosti, zavedajo, da je to problem, ampak privat, ne. Da je to treba odpreti debato o tem tudi v javnosti, ne. Ker če si komurkoli, ki je v znanosti, tudi na zelo odgovornih funkcijah pogovarjam, si se to vse priznajo, ne. Ampak ne priznajo pa to javno. Če bi tukaj zraven sedel, tega ne bi pač noben priznal, da je to res tak problem, ne. In to je tisto, kar je treba nekako oživiti, ta duh znanosti, ki je v samem jedru, ne. Tudi na refleksijo same znanosti. Ne samo razpravljati o atomčkih, ampak tudi o znanstvenikih, ne. In tega je premalo in
to je nekaj, kar tudi ni preveč zaželeno v naših krajih. Kdorkoli to odpira, potem ne konča preveč dobro, zato ker se mu preslej prilepi neko znako, da je nergač, da je problematičen. Ne. In zdaj sem vesel, da mladi, ki delujejo v znanosti, ne, ki so uspešni, ta problem seveda zaznavajo in se organizirajo in poskušajo tudi delovati. Ne. Ker zdaj zares smo nas je bilo zelo malo, ki smo zares na te probleme javno opozarjali. Ne. Tako da, če se bo ta krog razširil in se mogoče naredi nek preboj, ne, potem se bo mogoče nekaj spremenilo. No. Ok. V bistvu še eno temo bi načel, potem je pa mogoče tudi mičken odprl najin pogovor. Ampak ja, tudi ena v bistvu stvar, o kateri se pogovarjamo na različnih nivojih že kdo ve koliko časa, pa nekako kar ne pridemo do tistih pravih odgovorov ali pa no, kakorkoli. In še ena stvar, ki je tudi bila precej povezana seveda s časom epidemije in izolacije, ne. To je bilo čudovito gojišče in gnojišče za razne teorije zarote, ne. In vedno znova se pač vprašamo, ko se pojavi novi veliki hit na tem področju, zakaj se je tako težko boriti proti njim, zakaj so tako trdovratne, zakaj so tako uspešne, zakaj so tako privlačne in tako kot neke, ne, če je znanstvena sfera, simfonični orkester, so teorije zarote neke rock zvezde, ki tam fušajo kot svina, ampak nima veze, ljudje jih obožujemo, ne, zakaj? Ja, v bistvu so teorije zarote neke vrste mentalni virusi, no. Tako zelo hitro se širijo iz glave v glave, zato ker povežejo to emocije in neko informacijo in se skupaj zapakirajo, tako da je res, ima idealno obliko tistega trača, ne. To se pravi nečesa, kar se vsi uživajo, ko to ponavljajo, ne. Zato je najboljši ukrep proti teorijam zarote je ne, da jih poskušaš razumsko vreči, ne, ampak da jih sploh ne prebereš niti ne, tako kot da narediš neko distanco do tega virusa, ne. In tisto, kar se je treba truditi, pa je, da dobre informacije, to se pravi osnovane teorije, znanstveno podprte teorije, ne, preoblikuješ v vsebino, ki ima podobne lastnosti kot te trači oziroma mentalni virusi, ki hitro preskakujejo z glave v glavo, ne. In to je tisto, kar poskušamo recimo pri Kvarkadabri početi, ne, kar je nekaj, kar se mi zdi, da je dobro, kar je del same znanosti, no, da se tudi znanost preoblikuje v zgodbe in načine razumevanja pojavov na ta način, da imajo ljudje nek občutek, da nekaj razumejo, ne, da jim to pomaga pri nadaljnjih odločitvah in da dobijo nek okvir razumevanja, ne. No, ampak kako praviš trači, ne, seveda ja, absolutno imajo to lastnost, nalezljivost in tako naprej, nekaj, o čemer, ne, nikomur ne povedati tega, ne, kar pomeni seveda, da avtomatično greš to povedati še 10, skratka to formo trača, absolutno, ampak hkrati pa imajo pa vedno tudi vir, ne, vedno imajo nek sklicujejo se na neke vire, ki dajejo vsaj eni bolj prepričljivo, drugi manj prepričljivo, dajejo videz, imajo videz znanosti in ne, pač vemo, zmeraj je v ozadju nek inštitut, ne, pač ameriški iz Massachusettsa. In zdaj čisto iskreno, ne, pač jaz kot nek laični povprečni uporabnik, ne, nimam zmeraj niti tega časa, niti te volje, niti v končni fazi tega, kaj jaz vem, znanja, da bi šel zdaj, koliko korakov bom naredil za preverbo tega, kaj je v ozadju, ali bom sploh pogooglil ta vir ali ne. Praviloma tega ne naredimo, pač preberemo stvar in smo z njo zadovoljni, ne. Ja, to je res, da kako zdaj
ve, kateremu viru zaupati, kateremu ne, sploh v poplavi informacij, ne, na teh družbenih omrežjih. Ja, zelo slab napotek je, če rečeš nekomu pojdi gledat primarne znanstvene članke, ne, ker če nisi strokovnjak, ti ne bo nič pomagal in tudi večinoma je tako, da lahko za marsikatero čudno idejo najdeš tudi kakšen članek v kakšni obskurni reviji, ki je podobnega dokazal, ne. Tako da tisto, kar je pomembno, je, da znamo vrednotiti, kdo nekaj pove, ne. In pri nas poskušamo uveljaviti, vsaj ko naši novinarji poročajo o tujih znanstvenih dosežkih, ni noben problem, ne, ker je šlo vse že čez preverbo pač teh velikih medijev, ne. Problem je, ko poročajo o domačih znanstvenih dosežkih, ker so znanstveniki pač v nekem trenutku mislili, da so nekaj pomembnega naredili, pa zares mogoče niso, ali pa so se celo zmotili, ne, in grejo v medije, pa o tem naredijo tiskovno konferenco in potem to pride mogoče tudi na naslovnico časopisa v glavna poročila. Zares pa tisti, ki se malo bolj spoznamo, vemo, da je tisto puhlica, ne. Kako zdaj to preprečiti? Najbolj enostavno je, da slediš nekim osnovnim novinarskim pravilom, da recimo vprašaš še nekoga z tistega področja, ki ni bil del te raziskave, kaj on misli o tem, ne. In ni nujno, da tisto objaviš, samo ti moraš vprašati nekoga, da ti pove, reče, ja, to je pa res nekaj, kar se mi zdi pomembno, ali pa reče, ne, to tem ne vidim nekaj smisla, bom še koga vprašal, ne vem, vprašaj še tistega tretjega, ne. To je nekaj, kar bi moral vsak odgovoren medij narediti, preden objavi informacije. Ampak to se ne prime pri nas. Ne vem zakaj, ampak pravijo, da je pretežko, da bi še iskali še drugi vir in preverjali. In zaradi tega pride do ogromno nesmisla objavljenih, ne, in ki povzročajo škodo, ne. In pa, ko je nekaj že objavljeno, je tudi samo mediju težje to demantirati, ne, ker izgubljajo oni kredibilnost, marsikomu je neroden in tukaj mislim, da je velika odgovornost na teh medijih, ki imajo velik doseg, ne, da objavljajo res preverjene informacije. Mi pa veliko, če recimo ne vemo, mislim, za te slovenske objave zares pol težko, če nimaš pač kolegov, ki bi jih poklical pa jih vprašal, ne, kaj pa ti misliš o tem, ne. Meni velikokrat že kar sami pišejo kolegi pa, da kaj pa je bilo spet to objavljeno, ne, to, ja. Ampak problem je pa tisto, da sami se pa nočejo oglasiti javno, ne. Ne, to je tudi nekaj, kar je problem v tem našem medijskem prostoru, ker bi, oziroma znanstvenem prostoru, da bi morali tudi sami znanstveniki se več javno oglasiti in biti pripravljeni komentirati dela svojih kolegov, ne. Ampak to je nekaj, kar ni zaželeno, ne, v našem tem prostoru. Tako da vrednotiti slovenske dosežke je težko. Za globalno znanost je pa dokaj enostavno, ne, pač pogledaš Guardian, New York Times, te velike medije, tam sigurno preverijo in tudi če kaj ugotovijo, da niso v redu preverili, takoj pač dajo opozorilo, ne. In potem zelo dober vir so tudi Twitter sporočila teh velikih znanstvenikov, če vemo, kdo je res avtoriteta na nekem področju, ne, potem njemu sledimo in tisto, kar on komentira, tam bo že nek dober vir, kako vrednotiti kakšne nova odkritja, ne. Prav na koncu se vendarle marsikaj izvede na človeka, na avtoriteto. Seveda, ker pač nihče ne more biti strokovnjak za vse, ne, in tudi če greš poročila znanstvena, tista bazične članke, ne, zdaj, ko je množica teh preprintov glede novega koronavirusa, tega ne moremo pač vrednotiti, noben ne more tega niti prebrati, kaj šele vrednotiti, ne. In tako da se je treba
opirati na ljudi, ki so strokovnjaki za posamezno področje in ki smo jih v preteklosti so si zgradili neko zaupanje. Ne. In to je po moje pač tudi neka dobra stran teh Twitterja, Facebooka in teh novih medijev, da lahko imaš dostop enostaven do mnenja teh velikih strokovnjakov, ki so lahko na drugem koncu planeta, ampak pač, ko nekaj objavijo, je to na voljo vsem. Ne? Ok. Kot že prej napovedano, bi mogoče na tej točki, čas je ravno pravi, malo odprl debato, ker sem pripričan, da bi kdo kaj vprašal ali pa pripomnil. Ja? Ja, kar izvolite. Bo lahko kar brez mikrofona. Tam ne imamo. Hvala. Skratka, zelo zanimiva debata in to bi bilo lahko izhodišče še za nadaljevanje tega pogovora daleč v noč, tako da vmes se mi pojavljalo cel kup enih vprašanj, pa upam, da bom lahko zdaj nekako zreducirala mogoče na tisto, ki se mi zdi resnično, to ne delam jaz, da piskano. Okay. V glavnem, te teorije zarote, kako vedeti, kaj je res in kaj ni, se mi zdi zelo tako, če izhajam iz sebe, recimo iz ene osebne izkušnje, naprimer pred 11. septembrom nisem imela izkušenj s tem teorijami zarote v takem smislu, da bi lahko si rekla, oziroma sem si to mislila, kakor da so recimo, ne vem, marsikatere neke bajke, ja, valjda se je to preverljivo in tako naprej. In potem, ko se je zgodil recimo ta 11. september in ko je najprej bil to, da je to terorističen napad, kasneje pa se je v bistvu zelo jasno, na cel kup enih dokazov pokazali, da v bistvu ni bilo to, kar so širili ven in da je od zadaj cela grozljivka na nek način, ne? Potem sem recimo vsaj jaz osebno začela postajati pozorna na take stvari. No in zdaj, če nadaljujem, naprimer, kako je zmagal Trump, kako se je zgodil Brexit in ko so se začele govorice, da so to teorije zarote, da je bilo to zrežirano in tako naprej, bi lahko najprej rekel, ja, seveda, kaj tacga je nemogočka, pa pride ven v bistvu cela zadeva z Cambridge Analytico, naprimer. No, zdaj sem samo hotela dati neko podlago za to, da potem pa pridejo neka ta trenutno aktualna vprašanja, pa ne mislim to, da je bil recimo virus plasiran, pa ne govorim o chemtrailsih, ampak naprimer čisto konkretno o 5G-ju, naprimer, ki na nek način ne moreš točno vedeti, kaj je zdaj od tega, kar se pojavlja v medijih, oziroma kaj je meni kot posamezniku, pač sleherniku dostopno, kaj je tisto, na kar se res lahko naslonim. In dejansko pride do te države, da če bi hotela to raziskovati, potem bi mogla odpovedati vse drugo v življenju in potem začeti študirati te debele svežnje oziroma pač dolge neke te svežnje, ki jih gledaš po ekranu, ki jim ni konca in potem si na koncu v bistvu čisto zmešan. To je v bistvu ta zadeva, se mi zdi, da mogoče za teorije zarote ipak je v nekem modernejšem obdobju postala realna podlaga, zakaj si recimo neka masa ljudi je bolj naklonjena nekim teorijam zarote, zato ker resnično ne veš več, kaj bi komu in kaj bi verjel, ker se je tokrat zgodilo, da je bilo izdano tvoje zaupanje, no? Na nek način. V tem smislu. Ja, to je res slabo, no, če se za strokovnjaka izkaže, da je govoril nekaj, kar je mogoče v nekem trenutku že vedel, da ni čisto resnično, pa je trdil, da je resnično. Ne. To je zelo slabo za stroko in tega se ne sme početi in mislim, da je ta neka iskrenost, da strokovnjak dejansko pove javno tisto, kar misli, ne, in hkrati z vsemi
z vsemi opozorili, kako vrednotiti neko področje, ne. Se mi zdi, da to koristi temu, da širša javnost verjame potem njemu in stroki, ne. Recimo glede koronavirusa, tega novega, se mi zdi Alojz Ihan, da je imel nekaj teh res super intervjujev, kjer je povedal stvari tako neolepšano, ne, tako pač čist navedel je dejstva in tudi povedal, česa ne ve, in tisto je imelo neko tako res, si imel občutek, no, da človeku lahko zaupaš, ne. Ni bilo nič olepšano in to je neki način komunikacije, ki je dober, ki lahko gradi neko to zaupanje. Čim je pa nek ta PR moment, ne, olepševanja, ki ga mogoče tudi ne direktno začutimo, ampak tako po ovinku, ne, začutimo, da je nekaj preveč lepo povedano, nam pa lahko zasedi neke dvome, ne. Tudi recimo glede cepljenja, ne, ko je neka taka velika debata bila, zdaj mislim, da se je pri nas že pomirila, ne. Ampak tam je tudi pač, če preveč olepšamo stvari, ni dobro, ne. Treba dati na mizo, zdaj vemo, da pač zakaj toliko časa traja, da bo cepivo za novi koronavirus, če bo sploh prišlo ven. Zato, ker ga morajo toliko dobro testirati, ker v preteklosti so bile težave, da so cepili, 40 milijonov Američanov za neko obliko gripe konec 70. let, in je bilo veliko potem, ker so cepili zdrave ljudi, je bilo veliko, pač nekaj teh hudih oblik stranskih učinkov, ne. In to je tisto, kar je treba preučiti in potem odstraniti, ne. In to ni nekaj, kar bi bilo treba skrivati, ampak je, če vse poveš, če lepo predstaviš stvari, je nekaj, kar ustvarja to zaupanje, no, ki mora biti med stroko in javnostjo. Ampak ravno v primeru teh zgodb, eden od mnogih očitkov znanosti, oziroma mnogih pogostih očitkov znanosti, je seveda tudi ta, da je kupljena, da je plačana, ne? Da tudi strokovnjaki, pa naj bodo še tako eminentni, ne? Nihče ni imun na ček s dovolj velikim zneskom in tako naprej, farmacevtska industrija, ki je v ozadju, itd., vemo. No, se do določene mere spet, ne? Do določene mere, kar je res, je, da tisti, ki je naročnik neke raziskave, seveda pričakuje točno določene rezultate, ne? Tako da tukaj so problematične razmerje na delu, ne? Gotovo. Absolutno, in to, mislim, tega ne smemo skrivati, ne? Tukaj je kup enih stvari, ki so lahko problematične, ampak glih zato moramo o njih govoriti in jih pa spet ne pretiravati v njenem pomenu, ne? Ko so pač pomembne, ampak za neko varno družbo je pomembno, da ima inštitucije, ki skrbijo za to, da je tudi tovrstna industrija pod nadzorom, ne. Farmacevtska industrija je tako strašansko kontrolirana, ne. Tukaj res zaradi pač hudih felerjev v preteklosti je zdaj to res pod velikim nadzorom, ne. Drugi področja mogoče niso toliko, ne. Prehranska industrija mogoče malo manj, ne. Najhujše so ta prehranska dopolnila, ki spadajo pod drugo področje, ki ni toliko kontrolirano in ima potem ljudje neko zaupanje do tega in jejo marsikaj, kar je lahko zelo nepreverjeno, ne. Tako da tisto, kar je za zdravo družbo pomembno, je, da ima inštitucije, razne urade za varstvo tega in onega, ne, ki v imenu nas vseh bedijo nad tem in se ukvarjajo s stvarmi, ki se jih mi sploh ne zavedamo, da so mogoče problematična, pa so bolj od tega,
kar je mogoče prišlo že v medije. Ne. Tako da zato je dobro, da imamo neodvisne in dobre strokovnjake v teh raznih nadzornih inštitucijah, ki dobro opravljajo svoje delo. Ne. Ker recimo prav v teh farmacevtski industriji so bili uradniki v teh uradih, predvsem v ZDA, neka urad, ne vem točno, ne spomnim se točno imena, no, je pred nekaj kar nekaj nazaj, ne, obvarovala v bistvu Američane pred nekim zdravilom, ki je veliko škode povzročilo, ne. In se večina ni zavedala, tudi zdravnikov, ne. Ona pa neko skepso gojila in je bila na tej funkciji in je lahko potem obvarovala ogromno žensk, ne. Potrebujemo državo v tem smislu, seveda. Ja. Zdravo. Najprej bi rada pohvalila vas redno poslušam v Frekvenci X, odlična oddaja in zelo dobri prispevki. Zdaj moje vprašanje na to današnjo temo pa je, a v znanosti recimo tudi obstaja kakšna, recimo tako kot je v medicini Hipokratova prisega, da se recimo znanstveniki vseeno držijo nekih moralno-etičnih vrednot pri svojem delu? Ne, mislim, da ni ničesar podobnega, ampak bi bilo na nek način dobro, ja, neka zaveza resnici, ne, karkoli že to je, ne, saj to je, ampak ja, zanimiva ideja, ne vem, nisem še nikjer zasledil, verjetno vsi so zase tako prepričani v svojo veliko krepost in da niti ne vidijo potrebe po čem takem, ampak Ne, predvsem se mi je v bistvu zato utrnila ta ideja, ker se zdaj v bistvu veliko govori o teh Starlink satelitih. Starlink sateliti, ne? Pa to osvajanje vesolja in tako naprej, Elon Musk. Ali pa recimo te sporna kloniranja pa tako naprej, živali, mogoče ljudi v prihodnosti. Ja, v bistvu te etičnih vidikih znanosti, ne, o tem je kar veliko bilo govora in tudi teh problemov je bilo odprtih zelo veliko, ne, skozi zgodovino, kaj je dopustno, kje so te meje, predvsem pri medicinskih raziskavah, ne, ki so včasih počeli marsikaj, kar se nam danes zdi noro, ne, ampak takrat je bilo nekaj samoumevnega in tudi pač je zares povzročilo nek napredek znanja, ampak verjetno bi pač danes lahko to naredili na bistveno bolj human način, ne. Ja, tako da nek napredek glede tega je, tudi same te etične komisije, ki morajo odobriti raziskave na ljudeh, so zelo pomembne postale. Predvsem zato, ker prisilijo raziskovalce, da razmišljajo tudi skozi neko drug pogled o teh svojih raziskavah. Ne samo skozi pogled, kaj bi njim najbolj koristilo in kako bi največ iz podatkov dobili, ampak da tudi druge vidike upoštevajo, ne. Tako da tukaj nek napredek, kar velik je bil storjen in tudi določena področja, predvsem teh raziskavah medicinskih so jasno določene, do tukaj gremo naprej, pa ne. Ker je to pač, lahko bi šli, ne, imamo tehnologijo, ampak ne gremo, ker vemo, da je to preveč nevarno, ne. Jaz predlagam, najprej vas obveščam, preden bom predlagal. Obveščam vas, da sem bil obveščen, da se Božidar odpre ob 8.
Kaj to pomeni? Zakaj je to pomembno? Zakaj je pomembno, da ima gledališče bar oziroma prostor za druženje? Zaradi tega, da se seveda karkoli se v teatru dogaja, lahko potem tudi nadaljuje. Ne? In zato je to v bistvu vabilo, da formalizirano obliko pogovora prenesemo v malo manj formalne vode in da predvsem izkoristimo dejstvo, da se lahko po 3 mesecih spet vsaj približno normalno družimo, če se strinjate. Se vam najlepše zahvaljujem za obisk, res vas je bilo lepo videti, predvsem pa se seveda zahvaljujem svojemu gostu, Sašu Dolencu. Hvala lepa. Ja, hvala za povabilo.